Hola. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Benesere. Kar nekaj časa je že, odkar sem posnel zadnjo tako solo krajšo epizodo oziroma vlog epizodo, kakorkoli, lih na tej lokaciji, ko zadnjič, 1-2 meseca nazaj. Bilo je lih po Flows festivalu, tako da sredina, konec junija. In rekel sem, da bom malo več dokumentiral mojega življenja, takih vlogov, kaj se dogaja, malo za mene, malo pa tudi za vas, da me lahko spremljate, da vidite, kaj se dogaja v mojem življenju, v podcastu in tako naprej in tako naprej. Tako da zdaj je eno tako fajn obdobje, prelomno obdobje zame in sem rekel, da bom izkoristil za posnet, malo povedati, kaj se mi dogaja v življenju, kaj se je dogajalo v teh zadnjih 2 mesecih, odkar sem nazadnje snemal. Se pravi, kot sem prej na začetku omenil, zadnji tak vlog je bil takoj po Flows festivalu, kjer sem delil moje doživljanje in izkušnje dol v Ugljanu na Hrvaškem. Bilo je ful fajn, takrat pa se ni veliko dogajalo, ampak je bilo pa par takih stvari, o katerih lahko malo povem, malo predstavim, malo delim in pa predvsem potem, kaj se bo dogajalo naprej v mojem življenju, zdaj od naslednjega meseca naprej, se pravi plani za september, jesen, zimo in tako naprej. Tako da tle imam par zapiskov, da bo šlo lažje, da se bom fokusiral na nekatere stvari, ki bi jih rad predstavil. Bom pa probal, da bo čim manj editinga, da bo čim bolj v flowu to peljalo, kamor ima zapeljati. Tako da naslednji dogodek, takoj po Flowsih, ki se je zgodil, je v bistvu, oziroma ne takoj po Flowsih, ampak konec junija je bil koncert Linkin Parka, na katerega so šla skupaj z mojim prijateljem in bivšim sošolcem iz srednje šole, gimnazije. To je bil po mojem najboljši koncert, na katerem sem bil v mojem lifeu in bo povedal tudi zgodbo, zakaj. Jaz sem ful velik fan Linkin Parkov, začel sem jih poslušati po mojem že v nekje koncu osnovne šole oziroma lahko že kaj prej, kakšen 5., 6. razred. Prvi albumi, njihovi Hybrid Theory, Meteora, Minutes to Midnight, pismo so mi dali toliko, da ne znamo besediti. Tako na dobre trenutke, kot potem tudi so me peljali skozi tiste najtežja obdobja v lifeu, tako skozi osnovno šolo, srednjo šolo, kot potem tudi zdaj v poznih 20 letih. In vedno sem imel željo, da bi šel na njihov koncert, da bi izkusil njihovo muziko v živo. In 2017 so imeli turnejo za album One More Light. In že takrat smo se z istim prijateljem in še s parimi drugimi, ker so bili fani Linkin Parka, smo se menili, da bi šli, ker so imeli lih tako koncert, takrat je bil v Monzi na Aerodromu. Ampak takrat je bil koncert lih sredina junija, vsi smo bili na faksu, takrat je bilo itak izpitno obdobje in jaz se spomnim, da koncert mislim, da je bil ali soboto ali nedeljo in potem v ponedeljek sem imel izpit in smo bili pismo. Tokrat ne bo šlo skozi, ampak se bo še priložnost, ne? Ja. In v bistvu tisto je bil eden izmed zadnjih koncertov tle po svetovni turneji, mislim v sklopu svetovne turneje in je bil tudi eden izmed zadnjih Chesterja Benningtona. In tisti, ki poznate band in tisti, ki poznate bolj ta rock sceno, punk rock sceno, veste, da potem tisto poletje, mislim, da je bilo 20. julija, se pravi kakšen mesec po tistem koncertu v Monzi, si je Chester vzel življenje, ker je imel en kup očitno nekih travm in težkih obdobij. To se tudi vidi recimo skozi njegovo muziko in skozi njegovo energijo, ki jo je dal v muziko, da je imel res neke hard stvari in jih je tudi predeloval skozi muziko in skozi pisanje in skozi koncerte in tako naprej. Ampak kadar pa ni imel muzike, takrat je se pa znašel v zelo težkem obdobju, tudi malo pred tem si je naredil samomor eden izmed njegovih najboljših prijateljev. Tako da si ne morem predstavljati, v kakšnem duševnem stanju je bil, da si je vzel življenje. No, v glavnem, jaz, ko sem slišal tisto novico in prav ta prijatelj isti, ko smo šli z njim zdaj v Milano na koncert,
mi je zjutraj, ko sem vstal, sem dobil sporočilo, pogledi ta pa ta link, ki se je zgodilo in vidim članek, da se je Chester, da so ga dobili mrtvega. In takrat je bil ful velik regret. Se pravi, takrat nisem vedel, ali bom jih sploh kdaj videl, sploh v živo ali ne, ker pač Chester je bil eden izmed ustanovnih članov skupine, bil je lider skupine skupaj z Mike Shinoda in vsi smo mislili, da bo takrat skupina razpadla, da ne bojo več delali muzike. Potem so dajali neke albume ven, ampak so bile bolj tako updati starih albumov, pa neke neizdane pesmi in tako naprej. No, potem lani septembra, se pravi september 2024, sem pa na YouTubu, ki jih še vedno spremljam na YouTubu, sem naročnik in sem videl, da pripravljajo neko veliko reč, nek countdown je bil, ampak sem mislil, ok, mogoče bojo spet poizdali kakšen star album, pa kakorkoli, me ni niti toliko brigalo, se nisem ozrl na to. In potem prav se spomnim, to je bilo zvečer po našem času, oziroma po noči po našem času, in potem naslednji dan vstanem in pogledam na YouTube, neka ful velika reč. Ok, mogoče kakšen koncert v živo, po Dujem Cajtu, tretje. In potem so v bistvu imeli koncert za zaprtimi vrati za izbrano število najbolj zvestih obiskovalcev oziroma njihovih fanov. In v bistvu tisto je bil začetek novega Linkin Parka. V tem koncertu, live koncertu, so potem predstavili novo pevko, Emily Armstrong, predstavili so nov album, predstavili so novo svetovno turnejo in mene je takrat odprl se mi je svet, ker sem spoznal, da jih bom lahko končno videl v živo. In ko so dali ven potem karte za svetovno turnejo in evropske datume in tako naprej, smo tako šli s prijateljem v akcijo in smo si zagotovili karto za Milano, ki je bilo 24. junija in izkušnja je bila res prav bolana. Jaz sem tako užival, jaz sem prišel domov brez glasu, dobesedno. Jaz sem toliko sem pil, toliko sem zjal, ker tako njihova muzika je močna in jaz sem tako užival, da pač res je bilo neverjetno. Tako da ena izmed takih izkušenj, ki po mojem bo ostala do konca lifea z mano. Tako da tisto je bilo ful fajn. In tisti teden, recimo, tisti zadnji teden v juniju se je kar dosti dogajalo. Po Linkin Parku itak je bil državni praznik, tako da tisto sem si vzel bolj na off, kao recharge po koncertu. Potem sem že šel pa na Soundgarden festival, ki se je dogajal od četrtka do sobote. In v bistvu na Soundgarden sem dobil povabilo strani ekipe, če bi se udeležil delavnice oziroma couch sessiona o podcastih. In v bistvu na tem couch sessionu smo nastopili skupaj z Uršo Koser, ki ima podcast Podi z Uršo, in z Domnom Žugeljem, ki ima podcast The Progress Report, če se ne motim. Tako da tisto je bila tudi fajn izkušnja, debatirali smo od podcastov, zakaj ustvarjati podcast, kako ustvarjati podcast, izzive podcastanja in tako naprej in tako naprej. Tako da se ustvarila res taka zanimiva dinamika med nami tremi, čeprav smo se spoznali tisti dan šele, oziroma par minut pred tistim couch sessionom. Ampak po drugi strani, če se ne bi ustvarila kemija med tremi podcasterji, potem pač bi bilo nekaj narobe. Pač glede na to, da je vsak od nas podcaster in da vsak zna ustvariti prostor za zanimiv pogovor in zna poslušati ljudi, zna govoriti in tako naprej, bi bilo čudno, če ne bi bilo fajn. Ampak ja, na koncu je bilo ful fajn in celoten ta Soundgarden festival mi je bil ful fajn. Je bilo tako sicer v manjšem obsegu in mogoče sem šel na njega v pričakovanjih, da bo mogoče malo večje, ker sem bil prej po tem prejšnjem Flows festivala, ker je bilo res huge, ogromno ljudi in tako naprej. Ampak po drugi strani je bilo pa mogoče fajn, da je bilo malo manjše, ker si res lahko bolj spoznal ljudi, se bolj povezal z njimi, na delavnicah si več dobil, ker je bilo manj udeležencev in tako naprej. Tako da Soundgarden je bil tudi fajn, dobil sem veliko enih novih poznanstev, videl sem se z kolegi, ki se nismo že enkrat cajta videli.
nove stvari, nova znanja, glede dobrega počutja, osebnostne rasti, podjetništva in tako naprej. In potem smo že pri koncu junija in v bistvu junij je bil zanimiv, je bil malo manj pester, pač bil sem prvo na Flowsu, pole Linkin Park, pole Soundgarden festivalu, jaz sem imel 2 polna tedna dela in je bilo tako malo počitka, malo dela, je bilo tako bolj easy. Potem julija se je pa bolj malo tako nasplošno dogajalo in sem si postavil namero, da bom zdaj izkoristil ta čas julija, avgusta, ki je načeloma malo bolj miren čas, večina ljudi je pa v dopustih, morja in tako naprej, tudi na delu je bilo malo bolj easy in sem rekel, da si bom prav posvetil ta cajt za fokus, delo in grajenje stvari za sezono. Se pravi, ponavadi sezona je bolj tam od septembra naprej, ko prijemo vsi nazaj v ta normalen delaven ritem, za reči, in da bom izkoristil ta 2 meseca za fokus, delo in grajenje stvari, da potem lahko launcham nekatere stvari zdaj na jesen. Tako da julij je bilo večinoma delovno, imeli smo tudi kar nekaj podcastov. Prvi podcast je bil z Rokom Čožem, tisto mi je bil ful zanimiv in je dosegel zelo veliko ljudi, tako da verjamem, da je bila kvalitetna vsebina. Potem drugi podcast je bil z Laro Rajterič, edina profesionalna triatlonka v Sloveniji, tako da tisto je bilo tudi zanimivo spoznati ta šport triatlona in nasplošno te vzdržljivostne športe, ker jaz nisem toliko v tem svetu, tako da mi je bilo tudi meni zanimivo to spoznati. In potem še zadnji podcast, zdaj julija, je bil z Aljažem Mafijem, kjer smo govorili od discipline, motivacije, kako spremeniti svoje življenjske navade, rutine in tako naprej. In predstavili smo tudi projekt, ki ga bomo naredili zdaj septembra, o katerem bom povedal malo več kasneje. Je bilo pa tudi nekaj pohajanja in uživanja julija. Recimo s kolegico sva šla v Koper na en event elektronske muzike, Numatronic event, kjer je vrtel poleg drugih DJ-jev tudi DJ Umek. In vedno sem si želel iti na Umeka, ker je pač ikona slovenske glasbe na splošno in sploh slovenske elektronske glasbe in me zmeraj zanimal njihov žanr in kako to izpade v živo. Na koncu mi je bil v redu Umek, ampak so me recimo bolj impresionirani nekateri drugi DJ-ji. Recimo najbolj mi je bila všeč Gaja Prestor, Estora, DJ-ka. Ona mi je res razturala in tudi njen stil mi je bil ful všeč in zanimiv. Recimo ona je med samim DJ setom tudi kaj zapela in potem spustila muziko in imela take hardcore bite in njen DJ set mi je bil ful všeč. In nasplošno celotna izkušnja je bila taka zanimiva in hkrati posebna, ker v bistvu to se je dogajalo pred štadionom Bonifika in je bilo na odprto prizorišče in na začetku ni kazalo, da bo kakšno slabo vreme, ampak potem vmes je začela počasi rositi in potem kar naenkrat se je tako enih 2-krat, 3-krat, 4-krat prav na hard ulilo. In vse so bile tende tam od spredaj pred bari in tako, pred šankom, tako da smo se lahko malo skrili dol od spodaj, ampak smo bili pa mokri kot cucki. Tako da zanimiva izkušnja, dosti smo plesali, se je pa pole poznalo, glede na to, da je bilo pestro obdobje plus cela prežurana noč. Prišel sem domov itak 5 zjutraj ali še kaj kasneje in plus še dež, padel malo imunski sistem, tako da naslednji teden sem pole bil tako na pol bolan, ful prehlajen in lih takrat je pole prišel še podcast z Laro. In ful nisem vedel, kako bo izpadlo, ampak na koncu, hvala Bogu, nisem rabil toliko govoriti, tako da se ni slišalo, da sem bil cel zabasan in da sem ful kašljal. Tle, hvala Bogu, da imamo te AI tule, da lahko daš audio skozi njega in ti počisti vse te kašljene in tako naprej, ker če ne bi bilo kar bed. Tako da to. In v istem času, ko se je to dogajalo, sem tudi v bistvu sam pri sebi občutil take ful čudne simptome zdravstvene. In v bistvu to se je začelo lih prej, ko sem šel dol v Koper, sem občutil tako čez dan, da sem pod ful velikim stresom. In to v bistvu, predvsem sem čutil, da je moj
nervozni sistem oziroma živčni sistem. Tu me je ena kolegica popravila, da moram uporabljati živčni sistem in ne nervozni sistem, tako da hvala. Moj živčni sistem sem čutil, da je stalno v aktivaciji, da se sploh ne morem sprostiti. Tudi recimo dihanje mi ni pomagalo, meditacija mi ni pomagala, sproščanje ni pomagalo, nič. In v bistvu sem čez dan tudi čutil, kako mi stalno nabiva srce. Pač ne vem, bil sem na delu, ali pa ne vem, delal sem pred računalnikom doma in čutil, kako mi je bup, nabiva srce. Ne, prišlo, kje je to? In ker se to po parih dnevih ni umirilo, me je začelo skrbeti, kje je to za ena stvar, da ne, ali je kaj narobe s srcem, ali je mogoče kakšna ščitnica, ker potem sem šel gledati po simptomih. Sem se tudi malo pomagal s to aplikacijo funkcionalne medicine, ki jo zdaj razvijamo. In sem šel gledati po simptomih in itak so bili simptomi visokega stresa, hkrati pa tudi nekateri simptomi so bili povezani z overreactive thyroid, se pravi ščitnica, ki je preveč delujoča, kar povzroči potem se pravi visok pritisk, visok srčni tlak, visok utrip in tudi preskakovanje srca in me je začelo malo skrbeti. In v bistvu sem šel do moje osebne zdravnice, mislim, da je bilo to prvič po parih letih, da sem šel do zdravnice, ker če ne, jaz nimam nekih ful zdravstvenih težav. Oziroma vse stvari, ki jih imam, ki se mi dogajajo, jih znam sam rešiti. Tukaj me je pa res zaskrbelo, tako da potem sem šel do zdravnice, me je dala na EKG, da je preverila, ki se dogaja s srcem in je takoj videla, da je srce pač v redu, da ni nobenih težav, pa kakorkoli. Je pa potem me začela spraševati, kako je lifestyle, sem rekel, da sem mogoče malo pod prevelikim stresom, da je mogoče malo preveč kofeina in potem sem omenil, da tudi pač fuhiram, ne. In potem, ko sem omenil, to je rekla, dosti tega delaš. In sem rekel, ja, pač v normalnih količinah, ne, kakorkoli. Rekla, prvo zmanjši to, zmanjši kofein, daj se malo umir se, ker v bistvu je dobila v zadnjem času ful enih pacientov, oziroma sploh mlajših, ker to je zdaj fugiranje bolj popularno pri mlajših in ful ljudje prihajajo s temi simptomi do nje, oziroma na splošno je zmeraj več tega, da v bistvu nikotin preveč stimulira živčni sistem in lahko povzroči take težave, kot sem jih imel jaz. In v bistvu potem sem govoril še z dvema kolegicama in one dve so rekli, da so imele iste simptome, iste težave, ker da so uporabljale preveč nikotina. Tako da potem sem zmanjšal, sem zamenjal tiste ta velike, ta močne fuhe s tistimi ta manjšimi in sem ful zmanjšal dol. In tako po parih dnevih se mi je počasi stvar umirila, ampak je rabilo tako en kakšen teden, 14 dni, da se mi je povsem umirilo. In poleg, ko sem šel na naslednji pregled čez 3-4 tedne k zdravnici, je bilo v redu, no. Ampak takrat me je pa res zaskrbelo in itak v takih situacijah na šum nas začne voziti v neke najslabše možne situacije, ne. Jaz sem, ko sem se vozil dol k zdravnici na pregled, sem že žolno, zdaj bom hospitaliziran, vprašanje, kje je narobe, lahko je tisto, lahko je ščitnica, lahko je ono, lahko je tretje, ne. Ampak na koncu pač se je izkazalo, da je neka taka nenevarna stvar, kot je nikotin. Tako da tisti, ki fugiraste, ali pa recimo tisti, ki razmišljate, da bi fugirali, dajte dvakrat premisliti oziroma imeti to v mislih, da ta stvar ni tako nedolžna, kot se zdi. Zdravnica mi je sicer tudi svetovala, naj to probo odneham, ampak hkrati, pač malo je itak ratala zasvojenost, tako kot pač kofein, ne. Hkrati mi pa nikotin ful pomaga in pri prebavi in pa tudi pri mentalnem fokusu. Se pravi, kadar recimo sploh kombinacija kofeina, nikotina, tu je tak fokus, da je prav tunel. In sem omenil, da pač trenutno sem v takem življenjskem obdobju, da se ful rabim to mentalno jasnost, mentalno fokus, da mi recimo ful pomaga nikotin. Hkrati pa vem, da na dolgi rok ne želim to uporabljati in ne želim biti odvisen od tega, ker pač neke pozitivni benefiti so, ampak na dolgi rok pa ja, ne bi ostal tle zasidran v tem. Tako da to je bila ena taka stvar, ki me je ful naučila in zdaj vem, da če se bojo spet pojavili ti simptomi, da moram
da je verjetno to, hkrati pa tudi potem redno zmanjševati, ciklirati, da ni vedno high nikotin dozič. Tako da, in to nas pripelje potem do konca julija in potem zdaj avgust spet ni se veliko dogajalo, večinoma je bilo tako pestro z delom na projektih, promocija podcasta, splošno delo in tako naprej. Vmes sem bil tudi na Guardians festivalu in mi je bilo fajn, ampak mogoče malo preveč duhovno oziroma spiritualno za moje, kako bi temu rekel, preveč spiritualno za moj okus. Šel sem tja tudi, ker sem vedel, da bom spet videl nekatere kolege po dolgem času in sem vedel, da bom imel tam ljudi, ki jih bom poznal in s katerimi bom lahko se družil, poklepetal. Vedel sem tudi, da bo Sinergija tudi sodelovala pri Guardiansih in da bo imeli DJ sete, tako da sem se veselil tudi malo plesanja in tako. Spet, tako kot na Flowsih, mi je bil tudi na Guardians festivalu najboljši Animula. Res, tisti DJ set je prav bil, čeprav je imel samo 1 uro na razpolago, v tisti uri res nas popeljal na tako zanimivo potovanje. Tako da to in zdaj, to je bilo 14 dni nazaj in zdaj v zadnjih 14 dnevih je pa bilo vse malo v zraku. Se pravi, zdaj že nekaj časa vem, da se bo moja služba verjetno končala. Nisem pa točno vedel, kdaj, zaradi tega, ker je lastnik trgovine ABP, kjer zdaj še vedno delam, se je odločil, da bo prodal oziroma dobil kupca za podjetje in sem vedel, da bo šla prodaja potem skozi. Sicer ti novi kupci so mi potem, oziroma novi lastniki so mi ponudili, da bi ostal tam, isto delo, ampak jaz sem pa želel po drugi strani zaključiti to poglavje, ker recimo tle v tej trgovini sem že 3 leta, začel sem poleti 2022 in sem želel s tem tudi zaključiti in iti narediti novo poglavje. In vedel sem pa, da je možnost za novo službo in sicer prijavil sem se julija že na program, ki se imenuje PONI. To v bistvu je državni program v okviru, ne vem prav, kako imajo točno, ampak mislim, da imajo financiranje tako strani države, kot tudi Evropske unije. In v bistvu ta PONI program, ki se bo izvajal v Novi Gorici, je v bistvu program za mlade podjetnike, ki imajo svojo poslovno idejo in potrebujejo pomoč pri izvedbi. In v bistvu oni ti omogočajo, da te zaposlijo za 4 mesece in v bistvu ti hodiš tja k njim v službo, hkrati pa zraven dobiš potem tudi pač redno plačo, mentorstvo, predavanja, coaching in čas, da v službi, se pravi, da ti hodiš k njim v službo, se pravi, tisti čas lahko izkoristiš za delo na svojih projektih. In ko mi je kolegica povedala za ta program in poleg dala svoje izkušnje, ki je bila tudi ona tam, sem bil to bi bilo top za mene. Hkrati pa poleg nisem vedel, ali sem dovolj kvalificiran ali ne, koliko bo prijavljenih in tako naprej. Vmes sem slišal potem od zaupnega vira, da je bilo tudi premalo prijav in če ne bo dovolj prijav, da mogoče se program sploh ne bo realiziral. Tako da zdaj v zadnjih 14 dnevih je bilo vse malo v zraku in na splošno v zadnji meseci je bilo veliko negotovosti, ker nisem vedel točno, kako bo, kje bom še delal, ali bom sploh še kje delal, kako bojo finance, ker zadnje cajte finance so kar problem pri meni, sploh zaradi tistega vdora v avto, ki se mi je zgodil. Tudi tam je bilo kar veliko nekega finančnega vložka noter v avto za popravilo in tako naprej. In tako v zadnjih nekih mesecev bilo ful negotovosti, ampak sem se probal zavestno spuščati, prepuščati stvari in pač naj vesolje oziroma življenje pove, kako pa kaj naprej. In zdaj ta teden sem potem bil tam na razgovoru za PONI in potem sem dobil mail oziroma sporočilo, da sem sprejet. Tako da zdaj s 1.9. se mi začne nova služba. Zdaj imam še en teden oziroma zadnji teden avgusta sem še v ABP Sportu. Hkrati pa tudi verjetno prodaja v tem času trgovine šla skozi, tako da nekako se stvari lepo poklapljajo oziroma upamo, da se bo lepo poklopile, ni še vse uradno, ampak mislim, da bo.
In v bistvu ta izkušnja oziroma vse to, kar se zdaj dogaja, me je ponovno spomnilo na to, da na ta moj quote, ki imam tudi tukaj na bicepsu, in je v bistvu v italijanščini tu in oni caso metterci il cuore, che poi il resto ci pensa la vita. In v bistvu to je ena izmed mojih glavnih manter oziroma enih mojih glavnih tematik v življenju, da v bistvu jaz vse, kar moram narediti, je, da dam vse od sebe in za ostalo bo poskrbelo vse življenje. Ker že veliko takih situacij je bilo, ker sam umsko, razumsko nisem vedel, kako se bojo stvari odvile, kako se bojo stvari poklopile, ampak če sem enkrat spustil in se prepustil, potem mi je življenje pokazalo pot naprej. Recimo ena taka v preteklosti, prva res taka pokazatelj tega, za ki sem si poletal tudi ta quote, je bil recimo prehod iz srednje šole na faks. Jaz sem si zmeraj želel študirati arhitekturo in potem sem bil tudi sprejet na arhitekturo in zaradi tega sem mislil pustiti odbojko, ampak v tistem času je potem prišla ponudba iz Calcit Voleja. Calcit je bil takrat drugo najboljše moštvo, ekipa odbojkarski klub v Sloveniji in potem sem dobil še od tam ponudbo, če bi prišel igrati za njih, za druga podajača in takrat sem bil, ful nisem vedel, kaj narediti, ampak potem doma so mi ful pomagali starši, predvsem tata in smo se potem skupaj odločili, da daj provati oboje, pojdi na arhitekturo, pojdi igrati naprej in potem boš videl, katera opcija ti je boljša. In hvala Bogu, da sem se odločil za odbojko, ker recimo pri arhitekturi sem hitro videl, da to ni zame in sem tam ostal 2 meseca, se pravi sredi decembra sem že pustil, ker sem videl, da je in preveč dela in da ta stvar ni zame. In če predtem bi pustil odbojko, potem jaz ne vem, ki bi delal v lifeu, bi po mojem padel tako veliko depresijo, da bi bilo hard. In še en drug primer, kako so se mi stvari poklopile, če sem se prepustil in samo dal vse od sebe, je bilo pa, kako sem dobil mojo prvo službo v trgovini športno prehrano Proteini.si. To je bilo leta 2020, pred covidom. Tisto leto prej oziroma sezono prej sem bil prvo leto pomočnik trenerja pri odbojkarskem klubu GENI Volej v Gorici in sem jaz mislil, da bo trenerstvo moja pot naprej. Na začetku mi je bilo ful fajn, ker sem pač prišel nazaj v odbojku, v odbojki sem bil prej 10 let in je bil moj svet odbojka, ampak potem spet hitro sem spoznal, da to ni zame, da v tem ne uživam in da me ta spet urnik odbojke, da me ful tesni. In spet potem nisem vedel, kako naprej, kam naj se usmerim in tako naprej. In v tistem času sem potem dobil priložnost za razgovor v tej trgovini, v Kulandi v Novi Gorici. Ampak spet jaz sem bil vezan v klubu, oni so iskali že takoj nekoga za delati in spet nisem vedel, kako se bo stvari poklopile. Ampak spet sem se potem mogel prepustiti in se je zgodilo tako, da zaradi slabih rezultatov so v bistvu klub je odpustil celoten trenerski štab, vključno z mano, lih konec januarja, meni se je nova služba pa začela 1.2. In spet je bilo pač, stvari so se mi očitno same od sebe poklopile, jaz sem mogel samo spustiti, prepustiti in videti, kam bo popeljalo življenje in isto je. Upam, da bo isto tudi zdaj, oziroma se kaže, da bo že v tej smeri naprej. No. Tako da, zdaj, mislim, itak tu je zmeraj lahko pogledati za nazaj pa videti, kako se stvari lepo poklapljajo. Ampak ko si v trenutku, ko si v situaciji, ki ne veš, kako se bojo stvari odvile, kako se bojo poklopilo, je pa veliko strahu, negotovosti, brezupanja in tako naprej. Ampak takrat si moraš pogledati nazaj v svoje življenje in zaupati, da če so se enkrat ali pa parkrat že stvari lepo poklopile, se mogoče bojo tudi tokrat. In tu v zadnjih mesecih je bil tu moja mantra, da se prepusti, spusti in bo že pole življenje pokazalo, kako pa kaj naprej. Tako da, hvala. In zdaj lahko predstavim še malo pole plane za naprej, se pravi nova služba za septembra.
septembra organiziramo tudi naš prvi retreat v Bovcu. Retreat smo poimenovali Reinvent Yourself. V bistvu retreat, glavni namen retreata je, da se odklopimo od našega zunanjega sveta, od tega modernega sveta in da gremo gor se povezati ponovno s sabo. In smo naredili retreat tako, da se povezujejo aktivnosti za fizično telo, za mentalno stanje in tudi za duševno zdravje, tako da, ker se nam zdi, da to ustvarja neko celoto dobrega počutja in pogoje za osebnostno rast. Tako da vikend retreat od 12. do 14. septembra, od petka do nedelje. Imeli bomo veliko aktivnosti, veliko coachingu, veliko bom tudi jaz odvodil, nekaj bo Aljaž Mafi, ki ste ga spoznali na prejšnjem podcastu, nekaj bomo imeli tudi zunanjih izvajalcev. Lokacija retreata je prelepa, sred Bovca oziroma malo ven iz Bovca, sred neokrnjene narave. Ta celoten venue oziroma celotna ta lokacija je res prelepa in jaz se res ful veselim. Tako da, če vas zanima več o tem retreatu, bom dal spet povezavo v opis tega podcasta. In potem imam še neke druge plane za zdaj na jesen. Končujemo aplikacijo funkcionalne medicine, tako da upam, da v prihodnjih mesecih bomo začeli tudi testirati in jo lansirati. Tako da itak bom delil več od njej, kadar bo stvar pripravljena. To je ena tudi taka stvar, ki se ful veselim, da vidim, kakšen bo odziv, kakšen bo feedback in kako bo stvar delovala za ljudi, ker je res ena taka stvar, ker res v njo verjamemo in jaz tudi ful osebno verjamem v njo. Sem rekel, da bom delal tudi malo več teh brezplačnih webinarjev, ker želim deliti to znanje, ki sem ga nabral v zadnjih 10 letih raziskovanja tematik prehrane, zdravega življenjskega sloga, dobrega počutja, osebnostne rasti, duhovnosti in tako naprej. Tako da bom tudi tega več izvajal, hkrati pa pripravljam tudi en cohort mastermind, v katerem ne morem še deliti več kot toliko, ampak bo tudi kmalu lahko bom delil več od tega. Tako da to je to, mislim, da sem zadosti govoril, saj bi še, ampak nimam več kaj. Tako da to je to, sem rekel, da naredim en tak vlogič oziroma solo podcast. Glede na to, kaj se je dogajalo za čez poletje, kakšni so plani za naprej in tako naprej. Tako da upam, da vam je všeč ta format. Dajte mi napisati, če vam je všeč to, ali na osebno sporočilo, ali v komentarje spodaj. Jaz bi rad več tega delal, tako zase, da bom imel potem content, da bo lahko gledal za nazaj, kaj se mi je dogajalo v življenju. Hkrati pa tudi za vse vas, ki me spremljate in mene in podcast, da lahko še spoznaste malo ozadje vsega tega, kar se mi dogaja v mojem življenju, kar se dogaja v podcastu in tako naprej. Tako da to je to, ne bom več dolgo vezal. Hvala za poslušanje, gledanje in se vidimo v prihodnjih podcastih. Čau!